Odkrivamo manj znane kotičke slovenskih občin, spoznavamo zanimive sogovornike, krajevno zgodovino, etnološko dediščino in naravne znamenitosti. Dobrodošli v oddaji Zlati ključi. Asja vsak teden v 3 oddajah išče namige in zlate ključe, na katerih so uganke za gledalce. 3 oddaje, 3 uganke, 3 besede, ki tvorijo nagradno geslo. Tega pošljite na našo Facebook stran in tako sodelujete v nagradni igri. Če ste pustolovci po duši in iščete idejo za izlet ali oddih, se nam pridružite v odkrivanju Slovenije. Danes je zame prav poseben dan. Le kam me bo pot popeljala tokrat? Moram vam priznati, da zares obožujem našo čudovito Slovenijo. Verjamem, da bo to dan poln izzivov, veselja in pa naravnih lepot. Hudo! Dobila sem koordinate. V občino Divača grem. Jej, nazadnje sem bila tam v osnovni šoli, ko smo si ogledali Škocjanske jame. Tako da, dragi gledalci, pa se kar odpravimo. Samo da preverim, kje je elektropolnilnica, da bom dala polniti avto, saj ga bom potem še potrebovala. Prav super imajo tole pri Green Go urejeno. Takoj lahko vidim, kje lahko polnim avto. Tako, naj se moj zeleni konjiček napolni, jaz grem pa naprej v občino. Dober dan. Lepo pozdravljeni. Ste v naši občini danes. Lepo vas je videti. Sem že nestrpna, da kaj novega izvem. Ja, lepo, imamo vam veliko zapovedati o naši občini. Že komaj čakam. Sem slišala, da vi v bistvu niste profesionalna županja. Kaj to sploh pomeni? Kako poteka vaš dan? Svojo funkcijo opravljam kot neprofesionalna županja. Moj osnovni poklic je računovodstvo in davčno svetovanje, vendar je to tak poklic, da lahko ni vezan na ure, ampak lahko ure usklajuje. Mi se prilagajamo urniku občine, tako da sem v glavnem dopoldan na občini, popoldne pa zvečer pa opravljam še svojo osnovno dejavnost. Wow, to se sliši pa res zanimivo. Ja, je zanimivo. Sem izvedela nekaj novega. Ja, lepo. Me pa zanima tudi, ali v občini skrbite tudi za kakšno društvo? Ja, v naši občini deluje kar precej društev, od pihalnega orkestra, 2 mešana pevska zbora, plesno društvo Srebrna, baletna skupina, tako da društev je kar veliko, tudi turističnih, kulturnih, umetniških, tako da kar dobro smo pokriti na tem področju. Občina pa skrbi za njih skozi razpise, tako da jim zagotavljamo sredstva za njihovo delovanje, pa tudi veseli smo, da na vsakih dogodkih sodelujejo tudi naša društva. Potem ste pa kar kulturno podkovani. Ja, res je. Tudi jaz sem bila 14 let balerina in verjamem, da bi se znašla v vaši občini. To pa prav sigurno. Imamo od tistih najmlajših pa do tistih malo manj mladih, ampak res je neko tako medgeneracijsko sodelovanje, tako da na vseh področjih, ne samo pri baletu. Odlično. Kako pa skrbite kaj za vaše turiste ali kaj namenjate trajnostnem turizmu in pa ekološkem vidiku turizma? Ja, naša občina se že več let trudi, da je trajnostno oziroma energetsko naravnana občina, saj smo že leta 2013 pridobili priznanje kot energetsko najbolj učinkovita občina, saj imamo vse stavbe v javni rabi energetsko sanirane, prav tako pa skrbimo tudi za trajnost. Smo ena izmed prvih občin, ki smo imeli električno polnilnico, električni avtomobil.
tako da na tem področju kar precej delamo, v zadnjem času precej na področju kolesarstva, tako da imamo kar nekaj električnih koles. Pridobili smo tudi bronasti znak zelene sheme slovenskega turizma, prav tako imajo ta znak Škocjanske jame, tako da je še to neka dodana vrednost. V vsakem primeru pa skrbimo na vseh področjih za trajnost, kolikor po zmožnostih. Zelo lepo. Mislim, da tako kot pri domačinih, tako kot pri turistih, da je to velik plus občini. Res je. Kaj pa so vaše ambicije za naprej, za občino in pa za vašo kariero? Ja, naša občina je predvsem turistična občina in pa obrtniška občina, saj ima neomejen potencial za razvoj turizma in pa obrtništva in v to smer tudi peljemo občino, skrbimo za to, da bi manjše obrtne cone imeli v občinah, ne velikih industrijskih objektov, saj tudi naše območje, ki je v glavnem varovano zaradi parka Škocjanskih jam in Nature 2000, ne dovoljuje kakih velikih industrijskih objektov, zato skrbimo predvsem za razvoj malega obrtništva in podjetništva in pa seveda za razvoj turizma, saj v našo občino predvsem zaradi Škocjanskih jam prihajajo turisti iz celega sveta. Sicer zdaj v času epidemije malo manj, ampak prej smo imeli pa res veliko turistov. Upamo na boljše čase. Ja, vsi si tega želimo. No, zdaj mi pa že kar mal trebušček krul. Se veste, po naravi sem velika gurmanka. Kam bi mi priporočili, da se odpravim v vaši občini? Tudi sama sem velika gurmanka. Mislim, da tukaj v bližini imamo gostišče Etna, ki je letos dobitnik tudi Mišlinove nagrade, tako da tukaj malo naprej, 10 korakov, pa na desno in ste že tam. Tako da vam bodo vaš trebušček pomirili. Hvala lepa, se mi že sline cedijo. Hvala lepa vam, nasvidenje. Lepo se imajte. Tudi vi in dobrodošli v naši občini še enkrat. Hvala lepa. Dober dan, a sem prišla prav v Etno? Dober dan, prišla si v kuhinj, ker boš postala kralj naše kuhinje. Kar stopi. Hvala lepa. Vidim, da že omamno diši. Da, danes bomo pripravljali rižotko. Kako jo bova pa pripravila? Najboljše, da se slečeš, pa zavihava rokave. Pol pa kar akcija. Greva. Torej sem jaz danes tvoja desna roka. Točno. Mava to. Greva. Ok, jaz mislim, da se morava kar hitro lotiti dela. Ja, takoj. Jaz se bom kar lotil, imamo jurčke, bom eno rižotko naredil, bova pa tako malo vmes poklepetala, ne? No, super, super. Mene pa zanima, jaz sem v zunaj videla eno priznanje. Kaj sploh to pomeni? Lani smo dobili nagrado od Michelina in sicer Bib Gourmet, kar pomeni, da je lokal nagrajen za izredno razmerje, kakovost, cena. Tako da smo bili ful zadovoljni in srečni. Izkot pa so ponavadi gostje, bolj tujci ali Slovenci? Pri nas je tako, da smo čez celo leto nekako enako izpolni, ampak poletje je bolj za turiste. Ja, imamo ogromno tujcev, sploh pa letos, kar je zgleda zaradi teh težav in moram pohvaliti, da so res gostje cenijo tole našo nagrado. Ja, verjamem res. Kaj pa sploh ponujate na vašem meniju? Mi se držimo zelo sezonsko in lokalno, tako da menjujemo jedilni list. Nimamo vedno istih jedi, držimo se teh lokalnih pridelovalcev in sezone, največ pa sezone, kar je najbolj pomembno po mojem v gostinstvu. Ja, tudi meni se zdi, da je treba lokalno podpirati. Tako, ker tudi smo povezani z ostalimi kmeti, lokalnimi pridelovalci raznih mesnin, sirov, mesnine, mesnice, tako da to je naša simpel zgodba. Kjera pa je v bistvu tista vaša tradicionalna jed, s katero se res lahko pohvalite? V bistvu je nimamo. To sem prav razmišljal, da mi nimamo nekega posebnega krožnika, ki bi bili znani po tem, ampak po tem, da smo sezonski, da se vedno menjuje in da je vedno nekaj novega v našem lokalu. Kako pa ste združili pizzerijo in pa restauracijo? To je bilo začetek, to bom zdaj malo pobral ven, pa nadaljujeva z rižoto. Ok. Restauracijo in pizzerijo smo v štartu začeli že tako, da je bilo v bistvu, sem hotel nekaj posebnega, ker pizzerij je ogromno in sem rekel, če bo že, naj bo nekaj posebnega. In takrat sem se odločil, ker sem po izobrazbi kuhar, evo, to je zlata kuhovnica, da bo tale pizzerija mora biti drugačna.
In tako smo začeli malo drugačne jedi, nismo klasična ocvrti lignji pa Dunajec, kar ni nič narobe z njimi, ampak sem rekel, to dobiš povsod in zato sem hotel nekaj posebnega in sem razne tečaje po svetu, po tujini in vedno gledam, da je tako kuhinja kreativna, okusna, mlada, po duši mlada in po izgledu mlada. Kaj pa tisti džin tamle? Tukaj imamo pa džin iz Rudika, to je vas tukaj zelo blizu nas, ker smo rekel, da se držimo lokalno, bomo pa porabili za deglazirati riž, tako da kar previdno. Aha, to me pa res zanima, kako bo. Takole, malo premešaj. Moramo biti škrti, ker je precej močan. Evo, in nadaljujemo z jurčki. Takole, bogato. Odlično. Pa gremo naprej. Že diši. Tako, uporabili bomo žajbelj. Na začetku smo aromatizirali maščobo, na tej maščobi smo posteklenili riž. Zdaj bomo pa samo na hitro popražili jurčke in nadaljevali z juhico. Juhico pa, ki smo jo naredili iz olupkov, iz ostankov v kuhinji, ker v kuhinji se nič ne zavrže, ampak se vedno mora vse porabiti. Tudi tale zdaj no waste se dosti sliši in je zelo pametno, ker bi mogli vsi se tega malo držati. Pol bo tole ena zdrava rižota. Tako, zdrava, pa bomo vse počistili po kuhinji. Ok, rižotka posteklenila, zdaj pa lepo juhico, malo bliže daš, pa kar lepo eno zajemalkico not. Jaz bom pa nazaj vžgal. Evo, a bo toliko dovolj? Tako, ja. Takole, pa premešamo. Super, že diši. Ja. Tako, zdaj pa za klasično rižoto, govorimo o italijanskem načinu kuhanja rižot, mora vedno rižota biti tekoča. Tako da zdaj kar dodaš še malo juhice in vzdržujemo vedno tole gostoto rižote, ki jo hočemo, tako super. In zdaj pa čar dobre rižote, kremne rižote je tale, da jo moramo skozi mešati. Ker med mešanjem se zrna riža drsajo eno ob drugo in se sprošča škrob. In tole nam daje tisto žametnost, tisto kremnost rižote na koncu. Vonj je res božanski. Ajde, zdaj pa še probamo. Super, tudi okus je dober, Ja. tudi rižota je dobro kuhana, gasnova, zdaj bova pa zaključila. Tule imava maslo, kar not. Tako, lepo pomešaj. Malo bova popra dodala. Takole. Razvešamo maslo, tako se vedno zaključujejo rižote. Pa nariban sir, parmezan ali pa stara ovčji sir. Da jo lepo zgostimo. Tole je pa zdaj za piko na i. Tako, sirček nam bo vse skupaj povezal in potem bova servirala. Ok, mali trikec. Takole. Evo, pa se bom še nekaj novega naučila danes. Tako, evo, naša rižota je lepa, kremna. Zdaj bomo lepo dali krožnik. Pustimo malo bolj sočno, ker jo hočemo lepo flat, ravno. Takole. Zaključila jo bova pa z mladim sirom. Wow. Takole, pa naše žajbljeve listke, ki smo jih prej pocvrli. Takole, evo, rižotka je ready. Zdaj mi pa že pošteno krul. Dober tek. Hvala lepa. Pa ker si bila tako pridna in mi dobro pomagala, imam nekaj za tebe. A res, wow. Evo, eno lepo skrinjico. Le kaj se skriva notri. Poglejva. Je Ana izgubila Bartolomeja. O, ti greš pa na škol. Kje pa je to? O, v smeri Škocjanskih jam. O, tam sem pa že bila. Super. V veselje mi je bilo. Hvala. Zdaj bom pa še poskusila tole sočno rižoto. Obvezno.
Dober dan, jaz pa iščem grad Škol. Dober dan, prav ste prišla. To je v bistvu naš grad Škol, oziroma kar je še od njega ostalo. To so v bistvu ruševine enega izmed 8 gradov v dolini reke, srednjeveških, ki se nam jih ohranil do današnjih dni v takem stanju, zaradi tega, ker praktično je zapuščen že od konca 18. stoletja. Drugače pa njegovi začetki segajo v 13. stoletje, ki so tukaj v bistvu upravljali s tem teritorijem za oglejske patriarhe Devinski grofje in potem njihovi potomci. Zvrsti se kar nekaj lastnikov do barona Rozetija, ki konec 17. stoletja potem ta grad res preuredi v tisto najbolj znano njegovo podobo, ki jo srečamo tudi v Valvazorevi slavi vojvodine Kranjske. Kdo pa je zdaj lastnik tega gradu? Zdaj smo pa lastnik od 2017 mi, Park Škocjanske jame. Odkupili smo ga zaradi tega, ker pač imamo tukaj gnezdišče sove uharce, pomembne Natura 2000 vrste, in zaradi tega imamo takrat tukaj naprej tudi mirno cono, ker skušamo čim bolj omejiti vplive človeških dejavnikov na to zaščiteno vrsto. Pohvalno. Hvala lepa. Evo, zdaj pa prihaja Mirjam. Dober dan. Ona vam bo še kaj znala povedati, kakšno legendo. Pozdravljeni, v vas sem pa slišala same lepe stvari, da ste zbirateljica pravih legend. Tako je. Več pa vam bom povedala na tej naši grajski poti, ki vodi v Famlje. Se že veselim. Gospa Darja, vam pa najlepša hvala za vse informacije. Lepo se imejte. Ja, nasvidenje. Torej, ena izmed legend, ki kroži o gradu Škol, je tudi ta, da je tu skrit v skrivnih rovih, ki poteka vse do vode, to se pravi v podzemlju reke, skrivni rov z zakladom. Seveda, to še vedno buri domišljije domačinov in vseh obiskovalcev, najbolj pa piscev legend, zgodb. Ena izmed teh zgodb, piscev teh zgodb je bila Tatjana Mulec iz Kopra, ki je napisala čudovito romantično zgodbo, ljubezensko zgodbo o plemkinji Ani, ki je živela v tem gradu in se zaljubila v čuvaja tega gradu Bartolomeja. Med njima se je spletla velika ljubezen. In to je bilo v času turških vpadov, ko so prodirali na naše ozemlje in osvajali vse te gradove. In Bartolomej je svoj Ani dejal, skri se v te skrivne rove do reke. In res, tu je preždela več mesecev, hranila se je s koreninicami, pila je vodo iz reke in tako preživela, ni pa vedela, da so s handžarjem Turki umorili njenega Bartolomeja. Skupaj z materjo Bartolomeja sta tukaj pred obzidjem gradu skopali grob in ga pokopali in zrasel je bršljan, ki ima podobo srca, ki oznanja to ljubezen med njima dvema. Plemkinja Ana pa je od svoje matere dobila zaklad, ga skrila v podzemlje in to je ta skriti zaklad, ki kroži v legendah še danes. Ja. Wow, to je pa res ena prava ljubezenska legenda. Tako je, res je, ja. Obožujem pravljice, ki imajo srečen konec. Ja. Tukaj ob gradu pa poteka tudi tematska pot vodnih zakladov, ki se začenja v vasi Famlje in gre mimo različnih stoječih voda. Mi jim pravimo na Krasu kali, v katerih so se napajale divje, najprej domače živali, sedaj pa divje živali. In mimo gradu lahko obiskovalci spoznajo to legendo, se ponovno spustijo v sotesko reke in nadaljujejo pot po vseh teh znamenitosti teh kraških voda. Zato smo imenovali to pot vodnih zakladov. Zdaj ste mi povedali eno učno pot, jaz pa vem, da imate v okolici Divače še dve. Ja, v našem okolju imamo še Magajnovo literarno pot in naravoslovno učno pot v Divači. Ja, tako je. Ja, zanimivo. Poglejte, tam je pa že moj prvi zlati ključ. Le kaj mi pravi. Pozdravljena v Divači. Kot si danes videla, je tu mnogo stvari, ki so vredne ogleda.
A mimo znamenitih Škocjanskih jam ne moreva. Splet Škocjanskih jam je ustvarila reka, ki po 50 km dolgem površinskem toku prav tu izgine v kraško podzemlje in se na površje zopet pojavi v izvirih ob Tržaškem zalivu. Njena podzemna soteska izjemnih razsežnosti predstavlja najbolj prepoznaven del Škocjanskih jam. Ta skrivnostni svet privlači ljudi že od pradavnine. V regijskem parku so številna pomembna arheološka najdišča, ki nakazujejo, da je bilo to območje poseljeno že nekaj tisoč let pred našim štetjem. Tvoje gledalce sprašujem, lahko je adrenalinski, mestni, angleški, narodni, snežni in še marsikateri. Po čem sprašujem? Ti pa poišči zvezde gibljivih slik. Se vidiva jutri. Adijo. Zvezde gibljivih slik. Kaj bi to lahko bilo? Jaz mislim, da boste v Divači dobili pravi odgovor glede teh vseh svetlih zvezdic. Tako in predlagam, da obiščete Divačo. Hvala lepa. Lepo je bilo z vami, veliko novega sem izvedela. Srečno. Hvala. Nasvidenje. Nasvidenje. Drži, kar pravi Zlati ključ. Divača res ponuja ogromno. Jaz se bom sigurno najbolj zapomnila tisto božansko rižoto in pa šefa, ki mi jo je pripravil. Zagotovo bom kmalu zopet prišla. Se vidimo jutri, jaz sem že pripravljena na nove izzive.